Po dolgoletnem opozarjanju mestne četrti Studenci je občina v začetku leta 2017 z Ministrstvom za infrastrukturo končno podpisala sporazum o sofinanciranju projekta, ki bo razbremenil precej gost promet skozi osrčje Studencev. Gre za državno cesto, torej podaljšek proletarskih brigad od tega krožišča oziroma skupaj z krožiščem proti Limbušu, torej tam na povezavo na Limbuško cesto. Občina samo sofinancira. To, da je vmes toliko časa, to je normalno. Saj gre za velik projekt, v tem času treba pridobiti tudi zemljišča, pripraviti vso dokumentacijo, pa seveda zagotoviti sredstva v proračunu, ker če se sporazum podpiše, pa v proračunu niso planirana sredstva, se dela ne morejo začeti. Tako da začnejo se pa v letu 2018. V letu 2018 se bo začela zgolj prva faza podaljšanja ceste. Torej, projekt je razdeljen, torej prva faza pomeni, da se bo v tem prvem delu samo prometno uredilo, torej, da postavimo prometno povezavo od Qlandie v smeri proti Limbušu, tako da v tej fazi se pa ne bo izvajala ostala komunalna infrastruktura, ki se bo pa izvajala v kasnejših letih, ko bo to potrebno, zaenkrat, če to ni potrebno. Seveda pa se bojo vsi nastavki, ki so potrebni, da se prečka cesta, že sedaj uredili, tako da ni potem potrebno prekopavanje ceste. Ker projekt v večji meri financira država, pomeni, da bo podaljšek ceste proletarskih brigad državna cesta. To pomeni, da ker v naselju je kar nekaj državnih cest, če pogledamo tukaj, tale, ki pride preko Koroškega mosta in se nadaljuje proti Ptuju, je državna cesta, to pomeni cesta, ki je namenjena bolj tranzitnemu prometu, to pomeni povezovanju mest in to tudi pomeni, da takšno cesto vzdržuje država, razen zopet tistih površin, ki so namenjeni pešcem in kolesarjem. Pa seveda javna razsvetljava je v domeni občine, da jo vzdržuje. Podaljšek ceste predvideva tudi preureditev največjega krožišča pri Qlandii v turbokrožišče. Turbokrožišče pomeni, zdaj je že nastavek za turbokrožišče, to pomeni, da je prehajanje med pasovi, torej v krožišču omejeno. To pomeni, da se že treba pred krožiščem pravilno razvrstiti, da se lahko nadaljujete vožnjo v pravi smeri. Taki primer imamo tega turbokrožišča je na primer pri bolnici. To je to. Posebnih pravil ni, razen tega, da pač ti fizično je onemogočeno prehajanje iz pasa v pas v krožišču. Problematika preveč zgoščenega prometa skozi osrčje Studencev je znana že desetletje, vendar po besedah Kosija za njeno počasno reševanje ni kriva občina. Pri projektu vrednem slabih 18 milijonov evrov gre namreč za državno cesto, zato je morala najprej država zagotoviti sredstva iz proračuna, šele nato je projekt v svoj proračun lahko vključila tudi občina. Prvi korak mora v takšnih primerih torej vedno narediti država, ki na vzhodni kos domače grude premnogokrat pozablja.